Dober dan, lepo pozdravljeni v imenu Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Zahvaljujem se vam vsem, ki ste se zbrali tako številnem številu na današnjem 4. posvetu po vrsti. In pa seveda se zahvaljujem našim današnjim govorcem in moderatorju posveta, ki so se odzvali na vabilo, in seveda našim gostiteljem Slovenskemu mladinskemu gledališču. Čemu ti posveti? Gotovo ste slišali, da je Slovenija oziroma da je Javna agencija za knjigo v februarju podpisala pogodbo s Frankfurtskim knjižnim sejmom, ki je največji svetovni knjižni sejem. Pogodba pa določuje, da bo Slovenija častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma leta 2022. Časa imamo še veliko za vse priprave in za zasnovo, za nabiranje idej, in temu so tudi namenjeni naši posveti. Doslej smo imeli 3. Prvi je bil namenjen avtorjem in pa prevajalcem. Organizirali smo ga na Društvu slovenskih pisateljev. Drugi se zgodil na Ministrstvu za kulturo in je vključeval različne resorje, gospodarstvo, turizem, kulturo in tako naprej. Tretjega pa smo imeli prejšnji teden v Vodnikovi domačiji v Šiški in je bil namenjen marketinškemu potencialu naziva častne gostje. Današnji je namenjen, kako bi rekli, različnim kulturnim panogam. Gre namreč za izjemno velik, celoletni projekt. Celo leto 2022 bo v znamenju ne samo slovenske literature, ampak kulture. Namreč želimo se celostno prezentirati v nemškem govornem prostoru, ne samo skozi naše avtorje, skozi nove prevode, skozi našo literaturo, ampak na vseh umetniških področjih. Namreč vloga častne gostje ima zelo velik potencial za predstavitev države, za uveljavitev. Še zadnja gostja, lepo pozdravljeni. Kar naprej, ja? Ni problema. Zato smo danes skušali nabrati nekako relevantne, reprezentativne sogovornike vsakega svojega področja, in jaz verjamem, da bo naš moderator Boštjan Narat dobro skrmaril skozi posvet, ki je najprej namenjen predstavitvi mnenj in idej naših govorcev, potem v drugem delu pa vabimo tudi vas, publika, da se vključite v pogovor oziroma v debato. Da ne bom besedičila naprej, kar prepuščam besedo vsem zbranim, in vas že zdaj pozivam, da se vključite, da lahko tudi vmes vskočite s kakšno pripombo, s kakšnim vprašanjem. Želimo si namreč čim bolj tvorne debate. Hvala. Hvala lepa za tele uvodne besede. Hvala seveda vam za obisk, cenjeni gostje, za udeležbo in seveda Slovenskemu mladinskemu gledališču za gostoljubje. Mogoče, če začnem s predstavitvijo sogovornic in sogovornikov, gospa Zdenka Badovinac, potem Marjeta Lavrič, Blaž Peršin, Urška Brodar, Barbara Čeferin in pa Nataša Bučar. Moram bi v bistvu povedati zraven še inštitucije, ki jih zastopate oziroma prezentirate, ampak si mislim, da bomo tekom pogovora zelo jasno to tudi poudarili. Zdaj, na prvem pogovoru v že omenjenem sklopu je bilo uvodoma zastavljeno vprašanje, ki je sicer samo po sebi precej abstraktno, ampak po drugi strani je pa ključno, namreč kdo oziroma kaj bi želeli biti takrat in tam, se pravi v Frankfurtu leta 2022, oziroma z drugimi besedami, kaj so tiste identifikacijske točke Slovenije oziroma slovenske kulture, na katere je v kontekstu tako velikega dogodka in pomembnega dogodka, kot je Frankfurtski knjižni sejem, in dejstva, da je naša država v fokusu, vredno staviti. Zdaj, seveda, vi tukaj vsak zastopate svoje področje umetnosti, zato bi vas prosil, da mogoče v tem uvodnem krogu poskušate odgovoriti na to vprašanje, kaj je stališča vašega področja vedenja, znanja in delovanja, kaj so tiste identifikacijske točke, po katerih je lahko Slovenija nekaj posebnega in s katerimi lahko opozori nase v kontekstu Frankfurta 2022. Pa mogoče najbolj enostavno, če gremo kar takole od mene stran.
Dober dan. Torej, jaz sem tista tukaj za omizjem, ki predstavljam slovenski film in slovensko filmsko krajino. Za film je seveda Nemčija ena najpomembnejših mednarodnih prostorov, kjer si že vrsto let precej težko, pa moram reči, da tudi relativno neuspešno prizadevamo, da bi slovenski film dobil pot do Berlinskega filmskega festivala. Seveda je Frankfurt ena od tistih priložnosti, ki odpira prostor tudi slovenskemu filmu na nek način, ker je tako, kot je Frankfurt, kot ga razumem, neke vrste velika inštitucija kulturna v Nemčiji, je to tudi Berlinale. Kaj slovenski film potrebuje za to? Seveda, kaj bi si želel? Želel bi si se aktivno predstavljati kot del slovenske kulture, kot del slovenskega prostora v Nemčiji in seveda s tem nekak zaletom, ki ga Frankfurt omogoča, tudi širše v nekak svetovnem prostoru. Seveda so za to določeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni. Kot veste, je slovenski film tisti, ki tako kot mnogo vej kulture, pa še posebej morda film v zadnjih letih, finančno precej okrnjen, osiromašen. Zato je naša produkcijska kapaciteta zelo nizka, podpremo 3 do 4 filme, ki tudi aktivno potujejo po festivalih in po mednarodnem prostoru. Zato jaz sama vidim, pa naj kar v tem uvodnih besedah povem, priložnost tudi zato, da si slovenski film znotraj Slovenije izbojuje, znotraj seveda kulturnega ministrstva, izbojuje dodatna sredstva za to, da bi morda v duhu tega praznovanja, ki ga bo Frankfurt Sloveniji omogočil, uspeli tudi vzpostaviti pogoje za to, da bi izredno podprli kakšno filmsko adaptacijo literarnega dela, ki bi pomenila velik preboj, ker je seveda to tisto, kar mi vidimo kot edinstveno priložnost, ki bi lahko pospremila Slovenijo kot gostjo na Frankfurtu. Barbara, prosim. Jaz sem sicer vodim galerijo fotografijo, privatno galerijo za fotografijo, ampak tukaj bom govorila v imenu vseh, ki se ukvarjamo s fotografsko umetnostjo v Sloveniji, ker imamo v galeriji tudi knjigarno specializirano za knjige z področja fotografske umetnosti, sodelujemo z v bistvu vsemi akterji na tem področju. In tukaj imamo zelo bogato, kljub temu, da je bazirana na privatni iniciativi avtorjev samih, imamo kar zelo bogato produkcijo fotoknjig, ki lahko in tudi stojijo ob boku mednarodni produkciji. Naši avtorji sodelujejo aktivno tudi zunaj meja Slovenije. Če jih samo najbolj izpostavljene imenujem, Matej Siter z svojo založbo Angribat, Jaka Babnik z Rostfrajem, potem so, če gremo malo širše, da rečemo, knjige umetnika, ki pod okriljem P74. Skratka, eno zelo široko in bogato področje se skriva za tem. Mislim pa, da bi to področje fotografsko lahko zelo odmevno predstavili z nekim zelo pomembno osebo iz zgodovine fotografije na splošno, ne samo slovenske, in to je Janez Puhar, ki je nesrečna oseba, zapostavljena tudi pri nas.
In mislim, da bi se tega morali dobro zavedati. Namreč njegov izum, puharotipija, svetlopis, ki datira, prvi zapis je bil v Karnjoli leta 1841 in kasneje potem bil v začetku 1850 let priznan tudi strani francoske akademije za, ne vem, če bom pravilno poimenovala, za agrikulturo, manufakturo in skratka en dolg naslov, ampak ne bom tukaj zdaj. Želim samo povedati, da so ga že takrat Francozi prepoznali njegov izum in mu podelili diplomo z nazivom izumitelja fotografije na steklo. Prav tako je dobil v istem letu tudi priznanje z Dunaja. Pri nas pa nekaj dosti in tudi zdaj, pred leti je bila 200-letnica njegovega rojstva z nekaterimi dogodki, ampak vseeno je vsaj na področju fotografije, če imamo tako osebo pri nas, bi bilo vredno jo izpostaviti. Namreč to je temelj za vse ostalo, kar lahko pokažemo in imamo veliko za pokazati tudi sodobnimi avtorji. Hvala. Urška, ti zelo dobro poznaš nemški kulturni prostor, seveda tudi nemško publiko, jasno v prvi vrsti gledališko, ampak seveda Frankfurt je celovit kulturno-umetniški dogodek. Kakšne so pa tvoje izkušnje, sploh če govorimo o gledališkem občinstvu v nemškem prostoru? Kaj je tisto, kar ima slovensko gledališče, pa zdaj ne mislim samo slovenskega mladinskega gledališča, ki tako ali tako vemo, ni niti slovensko, niti mladinsko, niti gledališče. Kaj ima slovensko gledališče, katere so močne točke slovenskega teatra, ki lahko opozorijo nase, recimo, v kontekstu tega dogodka? Ja, če res ne gledamo samo zdaj mladinskega gledališča, ki je seveda specifično znotraj našega prostora. Ravno danes sem malo pogledala repertoarje drame pa mestnega, naprimer, ki misliš, da res ne gre slabš, gre tudi še vedno slabš, tako da se mislim, da se moramo, kar se gledališča tiče, odločiti ali prezentirati neke stare forme, neke zastarele hierarhije, ki reproducirajo odnose, s katerimi se nek sodoben človek ne more več strinjati, ali pa bomo podprli neke druge sodobne umetniške prakse, ki pač se razvijajo med drugim tudi v mladinskem gledališču, ampak predvsem pa na neodvisni sceni, ki je že tako ali tako finančno podhranjena in se jo spravlja na nek rob. In mislim, da je ta nek progresiven del naše produkcije tist, za katerega bi se morali boriti in ga tudi predstaviti, ker mislim, da je tudi ta del tist, ki bi Nemčijo ali pa tujino zares zanimal in s tem bi mogoče tudi predstavili neko svojo raznolikost, pluralnost razmišljanja in ne nekih konceptov iz 19. stoletja. Blaž, če dovoliš, bi te preskočil, pa mogoče kar Marjeto prosil, da še ona pokomentira oziroma odgovori na to isto vprašanje stališča plesne umetnosti, dokler smo še na odru. Ja, jaz bi rekla samo, da mi ni treba podvajati te misli, kako smo pač tudi ples v bistvu na nekem robu, kar se financiranja tiče, nima institucije. Tako da, ampak kljub temu, v nasprotju s tem, je pa mednarodno zelo prepoznan. In to že nekaj časa. Pa ne gre samo za en knap, kjer delam, ampak gre tudi za, recimo, za mlajše ustvarjalce. So zdaj, ne vem, sta dva, ki sta imela preboj in gostujeta po vseh evropskih odrih. Gre za vrsto kakovostnih starejših ustvarjalcev, ki nekateri celo živijo in delajo v tujini. In to je v bistvu sindrom sodobnega plesa, mislim, slovenskega sodobnega plesa, da je morda celo v tujini bolj cenjen in bolj prepoznan kot pri nas doma. Tako da jaz vidim to Frankfurt kot eno možno platformo, da bi lahko seveda v kontekstu in s primerno zgodbo, neko kurirano zgodbo, vključili tudi velik del
sodobnoplesnih ustvarjalcev slovenskih. Ne. Mogoče bi poudarila še, da ravno leta 2022 poteka v Düsseldorfu platforma Tanzmesse, ki je v bistvu primerljiva s strukturo Frankfurtskega knjižnega sejma, ki je prav tako v bistvu gre za mednarodni sejem in festival, ki ga organizirajo v Nemčiji in kjer se predstavi potem, mislim, da je okrog 600 ustvarjalcev različnih na 100 stojnicah in prizoriščih. In to je recimo, to poteka v septembru, začetek septembra, tako da bi lahko mogoče tukaj navezali pa se malo podprli. Blaž, nekaj še videl? Ja, jaz pač prihajam iz muzeja in galerij mesta Ljubljane, kjer v bistvu obravnava in dediščino in sodobno likovno umetnost od fotografije do različnih drugih mešanih zvrsti, ki jih je zdaj pač zelo veliko. Mislim, jasno, da je zelo pomembno v takem kontekstu skrbeti za neko kvaliteto tistih stvari, ki jih ponujamo, in neko zgodbo, ki ima v bistvu nek kuriran pristop, da ni v bistvu tega preveč, da je boljše včasih imeti en selektiven, pa vendar koncizen premislek o tem, kaj želimo z našo ponudbo v takem prostoru povedati. In tukaj se zelo strinjam z Urško, ki je rekla, pač, da ne sme za neke anahronizme stvari preživete in tudi tiste, ki v bistvu sodobno publiko nekako sploh ne nagovarjajo. Jasno, da je treba ponuditi nekaj svežega, tistega, ki je tisti program, ki ima neko svojo kontinuiteto tudi v prostoru, v katerem deluje, in na ta način v bistvu dati motivacijo za spoznavanje tega prostora, tudi za mogoče prostor za kakšna nova mreženja in tako naprej. Predvsem pa za neke prostore, ki nosijo svojo pojavnost v tem nemškem prostoru, tudi nek prebojno možnost, skratka, da se ne dogovarjamo s partnerji, ki so mogoče nezanimivi za nas, pa zgubljamo energijo in denar in čas, in da se poskuša najti neke partnerje v tistih mestih, ki so pomembne za to zgodbo, in v bistvu jo nekako naplest na stvari, ki jih itak že delamo, ne? Ki jih počnemo pa praktično vsi tukaj, ki sedimo za tole mizo, in pa tudi vas, ki ste v publiki. Mogoče bi mi, pa smo skrbniki Plečnikove hiše, leta 2022 je 150-letnica rojstva Plečnika in bi ga bilo treba verjetno evalvirati pa razmisliti na nek drug način, ne samo teh, bom rekel, starejših plečnikologov, temveč ponuditi možnost nekih novih idej. Mi se s tem že malo ukvarjamo, tudi z novimi teoretiki, mlajšimi teoretiki, če vemo, da je Plečnik ne samo pomemben arhitekt, ampak je bil tudi izhodišče za razmislek in so njegova dela uporabljali tudi kontekstualizirali skupine iz 80-ih, tudi kasneje, tudi danes mogoče. Tako da ga kot neko blagovno znamko lahko jemljamo kot verjetno najbolj poznanega slovenskega umetnika nasploh. Tako da se mi zdi, da so zelo pomembne te tudi historični momenti, ki pa prinašajo neko zgodbo za prihodnost, ne pa za konzerviranje idej. Okay. Omenjen je bilo, ja, seveda usmeriti svoj fokus tja, kjer lahko nekako pričakujemo tudi pozitivno reakcijo. Mogoče Zdenka še z tvojega zornega kota, kaj so tisti, kot rečeno, kaj so tisti momenti v slovenski umetnosti, ki to prebojno moč imajo, ki lahko nagovorijo? Jaz se dosti strinjam s tem, kar je Blaž rekel, se pravi, da ni stvar v tem, da v količini, ampak kako bomo to zapakirali, kakšen konceptualni okvir bo imela ta prezentacija. Zdaj, seveda smo se v Moderni galeriji veliko ukvarjali z raznimi promocijami in izvozi in razstavami v tujini. Trenutno imamo tudi v Berlinu, v glavnem razstavišču, v Hamburger Bahnhof imamo razstavo naše zbirke 2000+. Tako da moram reči, da kar poznam tudi ta nemški prostor.
mislim, da je dobro se zavedati, koga sploh nagovarjamo tam, ne samo misliti, kaj bomo promovirali, in mislim, da so ti agresivni načini promocije, zdaj gremo nekam z našo kulturo in bomo to predstavili in prepričali v svet, kako smo bili do zdaj spregledani, in to, da je to popolnoma napačno, da že 2 desetletji in več se ta promocija, da se tudi beseda promocija v bistvu skoraj da ne uporablja, ampak gre bolj za dialog, ne. Se pravi, da je treba verjetno, če že govorimo o tem nekem sodobnem nastopu, ne, da ne smemo res imeti ne samo te, dobro, umetnike imamo lahko tudi iz ne vem katerega stoletja, ampak miselni okvir moramo imeti pa današnji, ne. Se pravi, da je zelo važno, da mi ne izvažamo samo naših artefaktov, ampak da izvažamo tudi svoje misli, ne? Da povemo, kako mi mislimo o sebi, o današnjem svetu, o tem, kje je naša pozicija. Tako recimo ta razstava v Berlinu tudi ni samo o delih, ampak je tudi o modelu moderne galerije kot muzeja, ne? Ker danes hočejo slišati, kako si ljudje predstavljajo nek način kulturne produkcije v enem širšem prostoru, ne samo to, kaj je umetnost, ker umetnost sama misli o kulturni produkciji, ne? Se pravi, da tukaj sploh ne moramo razmišljati več o nekih čistih artefaktih, pa kako jih bomo nekje obesili na steno. Seveda je to nek kompleksen projekt, Frankfurtski sejem, verjetno gre za, jaz nisem bila, moram reči, nikoli tam, ampak si predstavljam, da gre za neko globalno občinstvo in da je treba v tem smislu tudi razmišljati, da moramo biti tudi kot mala nacija tudi tako široki, da ne moramo misliti samo ekskluzivno o sebi, se pravi o svojih umetnikih, ampak je verjetno treba tudi tukaj misliti, da se neki mali dialog, se pravi, če bi bila to neka razstava, ki bi jo mogoče mi naredili, bi si jaz predstavljala, da bi bila to razstava, seveda, ki bi izhajala iz tega prostora, ampak bi tudi vključevala morebiti neke umetnike, ki niso ravno od tukaj, ne? Se pravi, da če se predstavljamo v nekem globalnem, eksplicitno mednarodnem kontekstu, je treba odmisliti to strogo nacionalno promocijo, ne? Mislim, da to, sploh pa v Nemčiji, ne? Ki Nemci delajo te kulturne projekte tako pametno, da kar boli, ne? In če greste na Beneški bienale ali na arhitekturni ali na likovni, so nemški paviljoni vedno zelo precizni v tem, kako zagrabijo trenutek, ne? Se pravi, da sploh nikoli ne promovirajo nemške umetnosti ali arhitekture, ampak govorijo o fenomenih, ki se v Nemčiji dogajajo in kaj preči Nemčijo, kakšni globalni problemi, ne? In je recimo nazadnje veliko o begunski problematiki, ki jo imajo itak, mislim, ne govorim zdaj, da moramo to delati, ampak gre za nek širši, se pravi, da če bi mi recimo tukaj sodelovali, bi verjetno tudi bi hoteli participirati v tem konceptualnem splošnem okviru, sploh nas ne bi toliko zanimalo samo prilepiti neko razstavo pomembnega slovenskega umetnika na nek okvir, ki je tok, ki je konzervativen, ki bi nazadnje več škode Sloveniji naredil kot koristi, ne? Če se navežem točno na to, o čemer si zdaj na koncu govorila, kako si v bistvu predstavljate, mogoče če posebej nagovorim direktorje in direktorice inštitucij, kako si predstavljate recimo to vašo vlogo v celem projektu? Jaz zdaj, če sem čisto iskren, natančnih principov oziroma kako se bo projekt Frankfurt 22 načrtoval, niti ne poznam, ampak predvidevam, da do nekega sodelovanja seveda z drugimi področji bo prišlo. Ja. Prosim. Se bom kar iz vrste. Torej načrtujemo, ne vemo še, ali bi imeli enega kuratorja, ki bi izbiral vsebine z vseh področji, ali bi imeli kuratorja za vsako področje posebej. Kdo točno to bo, to je še odprto in tudi nekako vprašanje danes na mizi tukaj pred vami. Kaj vi menite o tem? Se pravi, izhajati oziroma delati po principu
ena oseba, ki dela celoten program in s tem tudi seveda oblikuje. Tako je in je strokovnjak na svojem področju nekako. Ne? Kaj menite? Ja, mislim, dokaj zahtevna naloga, ampak mogoče smiselna. Ne? Zdaj, kdo bi to bil, kdo bi se sploh lotil tega, je kar veliko vprašanje, po moje. Seveda še vedno izhodišče literatura. Jasno. Ampak gre pač za to, da mora biti pač tukaj en sinergičen učinek, kaj sploh hočemo tam postaviti. Ne? Mislim, kaj hočemo prezentirati. Jaz tako spravim, da je boljš 5 k 100, 5 dobrih k 100 slabih, recimo, čist po takem opcijo, ali pa recimo 5, ne samo 5, ampak 5 večjih, pomembnejših, tako je Zdenka rekla, konceptualno zanimivih, s premislekom, za eno idejo, kje nastopamo, zakaj nastopajo, kdo smo, kje smo, kakšna je naše okolje, v katerem mi živimo. Se pravi, verjetno ne bi smeli iti za logiko nagrade za pretekle zasluge, ne, za eno vizijo, kaj to je. Se tudi čez 4 leta se bo marsikaj spremenila, tako da je treba tudi to paziti. Jaz mislim, da en tak projekt nujno rabi umetniškega vodjo. Se pravi, da je nek človek, ki pozna področja, ki ni strogo izoliran in ki zna tudi konceptualno razmišljati, tu potreben, da so pa te področni kustosi ali karkoli zraven v tej skupini neki. Mislim, da je absolutno potreben nek svet, najmanj, če ne celo kuratorski tim, se pravi z nekim umetniškim vodjem, ki bo pripravil vizijo. Jaz mislim, da mora nekdo ali neka skupina pripraviti vizijo, ki bo jasna in s to vizijo potem iti k posamičnim možnim projektom. Se pravi, da je to prvo in bi bilo res škoda izgubiti te priložnosti, da pridemo tam kot neki, ne vem, Jaz mislim, da bi bila največja napaka, če bi to bil bel moški srednjih let. Mislim, to bi lahko naredili, če bi res hoteli neko zelo nacionalistično idejo naše kulture promovirati. In se mi zdi, da če hočemo na nek način promovirati umetnost v pluralnosti, mora tudi način, kako jo promoviramo, odražati to, kar hočemo. Se pravi, kdo so ti ljudje. Jaz absolutno zagovarjam več ljudi, vsak iz svojega področja, ki komunicirajo v bistvu na isti ravni. Jaz mislim, da tudi en človek, ki pol to zadnjo odločitev sprejme v takem sistemu, če dobro funkcionira, ni potreben. Nujno tako. Mogoče je film vendarle tule malo specifičen, ampak vsekakor prva zakonitost je ta, da imamo izjemno nizko produkcijo, da je produkcijski cikel nastajanja teh filmov zelo dolg. Trenutno nam Frankfurt in njegova 2022 omogoča še vedno, da do takrat se lahko stvari spremenijo, ker cikel nekje je 2-letni najmanj. Mi vidimo priložnost, SFC, Slovenski filmski center kot tak, se aktivno ukvarja z mednarodno promocijo sodobne filmske ustvarjalnosti v Sloveniji. Teh aktivnosti imamo veliko število, zelo intenzivno, vse leto praktično te stvari počnemo. Smo prisotni tudi v Nemčiji, na mnogih festivalih pomembnih. In za nas, jaz vidim priložnost za film kot tak, da mu pravzaprav film, da mu Frankfurt nekje poda roko in da mu omogoči kakšna vrata več odpreti, kot so mu bila doslej odprta, mogoče kakšna velika, zato so začela z tem Berlinalem velikim, začela sem pa z njim, z Berlinom in festivalom filmskim tam tudi zato, ker kolikor je meni znano, je v bistvu Frankfurt v veliki meri z Berlinskim filmskim festivalom povezan.
Torej, določeni kanali vstopni do festivala filmskega v Berlinu se odprejo z tem gostovanjem na Frankfurtskem sejmu. Torej, gre za dve partnerski inštituciji. Torej, mogoče za film, zdaj v širšem kuratorskem smislu, kot je bilo omenjeno, seveda, verjetno bi bilo dobro, da bi nekdo imel neko vizijo, nek koncept, kako te stvari, kako pravzaprav se vse leto, ne samo tisto leto, ampak tudi ta leta do takrat, na kakšen način se bo Slovenija predstavljala, kaj bodo tisti premisleki, ki jim bomo vsi sledili. Vsekakor pa mi v tem vidimo priložnost, mogoče tudi v tem, da malo spodbudimo to, kar sem tudi prej že rekla, da spodbudimo malo več filmskih adaptacij, na katerih je slovenski film v zgodovini tudi rastel. Ampak dobro, zdaj, če govorimo o celovitosti projekta, mislim, verjetno se vsi strinjamo, da tukaj je potreben nek temeljni koncept, iz katerega rase program. Ne pa, kot sem prej dejal, da pač gremo po principu najboljšega v navednicah iz vsakega področja in potem to vržemo na kup. Zdaj, ampak kakšen naj bo, po vašem mnenju, ta koncept, ta osnovna ideja? Kakšen naj bo zato, da bo po eni strani v skladu z umetniškimi praksami tega prostora, po drugi strani pa, da bo spet to, o čemer smo že tudi govorili, nagovarjal, da bo recimo v navednicah dovolj preprost, dovolj spet v navednicah spektakularen, zanimiv, da bo na nek način imel tudi to tržno dimenzijo, to je seveda grda beseda, ampak jo namenoma uporabljam, skratka, da bo dovolj privlačen, da bo v tem vendarle mnoštvu dogodkov lahko ustvaril nekaj prepoznavnega. Zdaj niti ne pričakujem seveda konkretnih odgovorov, ampak čisto v katero smer vi mislite, da bi bilo treba razmišljati. Če lahko sam na primeru, kako deluje mladinsko gledališče zdaj v zadnjih 3 letih, odkar imamo novo umetniško vodstvo. Naša ideja je bila odpreti se navzven, tako kot je že Zdenka rekla, da ne delaš neke zelo specifične nacionalne ozke kulture in umetnosti, ampak delaš mednarodno, sodeluješ z umetniki, ki niso iz tega prostora, iščeš somišljenike na področju in mi tudi dejansko sodelujemo z Nemčijo. Zdaj smo se dogovorili za izmenjavo predstav z Maxim Gorki teatrom iz Berlina, ki ima zelo specifično mesto znotraj gledališke scene v Berlinu, ker se ukvarja s tako imenovanim postmigrantskim gledališčem in uvaja neke nove prakse. Se pravi, plus da je naprimer naš nekak izvozni artikel Oliver Frljić, ki seveda ni Slovenc in nam absolutno ni v interesu, da je to da je nacionalen ključ nek kriterij, ampak da morajo biti to prakse, ki komunicirajo na obe smeri, ne samo na eno. Mogoče konkreten primer zadnje države v fokusu, ki nam je primerljiva, to je bila Latvija, če se ne motim, ne? Njihov koncept oziroma njihova osnovna ideja, na kateri so bazirali svoje gostovanje na Frankfurtskem knjižnem sejmu, je bila kako že, zaprtost vase oziroma... Ja. To je bilo v bistvu na londonskem knjižnem sejmu, letos spomladi, ja. In oni so našli to eno svojo specifično lastnost, ki ni nujno zgolj latvijska, ampak so jo poudarili, in to je introvertiranost, kar gre zelo dobro z roko v roki z literaturo, in so potem naredili tako serijo stripov, eno knjižico izdali, zelo zabavno, nekaj, kar pač obiskovalci radi vzamejo v roke. A pa je to, bi rekla, da je to primer dobre prakse, da je to ideja, ki se je obnesla, ki je pustila sled, ki je potem tudi, oziroma bo
To ustvarilo neke vsekakor, posledice. ja, ampak to je zgolj ena taka podrobnost, bi lahko rekli, ne, taka neka lušna zadeva, ki je ostala v spominu obiskovalcem. Ne. Ni pa to nekaj, na čemer bi lahko mi nekaj takega našli in zgradili v okviru Frankfurtskega knjižnega sejma. Zdaj, ko že omenjamo že obstoječe častne gostje, recimo letos je častna gostja Gruzija, ki je nekako v eni taki podobni poziciji kot Slovenija, prav tako mala država, specifično zgodovino in relativno še nepoznana v nemškem in sploh svetovnem prostoru. Ne. In tukaj je kar ena taka kopica njihovih dobrih praks, iz katerih se lahko mi tudi učimo. Ne. Tudi oni delajo z neko manjšo ekipo strokovnjakov na svojih področjih in so oblikovali en tak res zelo zanimiv program, ki ne obsega samo literarnega področja, niti ne samo gledališč kulture, ampak recimo oni so prišli tudi v nemške naravoslovne muzeje, oni prihajajo tudi z drugimi svojimi področji. Ne? Tako da res želijo neko tako celostno sliko predstaviti, zaradi tega, ker prioriteta manjših držav, ki postanejo častne gostje, se razlikuje od prioritet tistih večjih že uveljavljenih narodov, ki ciljajo res na literaturo, na nove avtorje, ampak je za male države to priložnost, da se predstavijo svojo celotno identiteto. Ali bi bila pa zdaj čisto hipotetična, ker meni se zdi, da že v uvodnem krogu je bilo v bistvu povedano marsikaj zanimivega in tudi kar precej konkretnega. Pa če vzamemo kot primer, Barbara, ta zgodba o Janezu Puharju, recimo, ne? Dokaj neznana zgodba tudi v slovenskem prostoru, ampak hkrati ja, zanimiva, fascinantna, polna neke simbolike, zgodba povezana s fotografijo. Ali bi bila lahko recimo neka taka zgodba, se pravi ne zgodba uveljavljenega umetnika ali umetnice, nekoga, ki ga že poznamo, ampak neka zgodba, skozi katero se v bistvu lahko cel kulturno-umetniški prostor na nek način na novo prevprašuje neko izhodišče. Zdaj dam čisto. Jaz mislim, da bi se dal njega povezati tudi z ostalimi, da ne bi zdaj, tako kot so vsi govorniki govorili, jaz se popolnoma z njimi strinjam. Pri Puharju konkretno recimo je zanimivo to, da obstaja na svetu samo 5 teh puharotipij, dagerotipij je pa mnogo. In v bistvu, če gledamo na to, to je ena zadeva, ki vsak tujec, ki jo izve, je fasciniran nad tema. Ne? In zaradi tega mislim, da je. Se da pa zraven zgodbo speljati zelo sodobno, ne? In tudi povezati z drugimi področji. Tako, ne? Tako da ga ne vidim kot nek ne vem, artefakt iz 19. stoletja, ki ga zdaj kažemo na enem piedestalu, ampak povezati, posodobiti, ampak mislim pa, da predvsem moramo začeti pri sebi, to zgodbo sem želela to povedati, da moramo se zavedati, kaj smo, in da imamo veliko za pokazati. Mislim, pri takih bolj kompleksnih v bistvu recimo promocijah celo, moramo paziti verjetno, da ne bi zapadli v kakšno tako zelena Slovenija, pa mislim, Slovenija in tako. Ja, to je treba zelo paziti, se mi zdi, da tukaj moramo biti zelo, da ne bi šli res vsa področja življenja, ki jih pač pokrivamo od prelepih cerkva, pa nižin, pa morja, pa tako naprej. Tako da tukaj bi se verjetno mogli predvsem na ljudi, na tiste ustvarjalce, ki res delajo, delujejo na terenu, od inštitucij pa do nevladnih, vseh tistih, ki imajo res za pokazati nekaj tistega, kar lahko prepriča, ker je nekaj novega, ki daje nek nov premislek, ne samo nam, ampak tudi tistim, ki nas bodo gledali. Nemčija je zelo kritično območje, oni niso zadovoljni z vsako stvarjo. Predvsem so včasih tudi tako lahko v teh večjih mestih, Hamburg, Berlin, zelo odklonilni. Recimo, jaz sem bil parkrat na kakšnih gledaliških festivalih, Kampnagel, Hebel, pa tako, to so zelo... Mislim, da je treba zelo paziti, kaj tam pripeleš, če sploh kaj pripeleš. Mislim, ne da bi se zdaj počutili manj vredne delač od tega, ampak da bi imeli neko ekspanzijo ideje, ki lahko prepriča tudi take prostore. Tako sem mislil. Da je to zelo pomembna stvar. Jaz mislim, da je vsekakor treba imeti neka imena, ki
če govorimo o umetnikih, posameznikih, ki imajo nekaj novega povedati svetu. Zdaj, ne glede iz 19. stoletja ali sodobnega časa, se popolnoma strinjam z Barbaro, da to ni problem. Gre za to, za odkrivanje nekih novih zgodovin z današnjega vidika, iz današnjih zgodb in vse to. Zdaj, seveda je bilo vprašanje bolj, kako bi to zapakirali, in se mi zdi, da tukaj so možni različni načini. En tak mogoče najlažji je neka tema, in se mi zdi, da je mednarodno občinstvo zainteresirano vedno slišati nek prostor, kaj ima povedati od neki svoji specialni zgodovini. Se pravi, ta zgodovina pa ni samo zgodovina velikih imen in to, ampak tudi neka družbeno-politična zgodovina, ki ima, mogoče imamo mi neko res posebno izkušnjo tudi z bivšo Jugoslavijo, socializmom, vsem tem neuvrščenimi. In to, mislim, to je zdaj Jugoslavija itak boom, zdaj je v momi arhitektura Jugoslavije in te stvari bojo kar nekaj časa še trajale. Ne rečem, da moramo narediti jugoslovansko razstavo, ampak gre za to, da mogoče iz vseh teh posebnih izkušenj lahko izluščimo neko temo. Bili smo večnacionalni državi, danes govorimo o multikulturalizmu, ne vemo, kaj bo z Evropo, ki je multikulturalna. Se pravi, tu se že nastavljajo neke teme, ki niso samo naše ekskluzivne, ampak so zanimive za Evropo in svet. Se pravi, od te multikulti, ki jo imamo že dost, ampak se jim moramo vedno znova vračati in vedno znova redefinirati. Potem povezljivost. Mislim, da je Slovenija zelo povezljiv teritorij, historično, sodobno, in ta izkušnja v večnacionalni državi, ki je na nek način primerljiva z Evropo, mislim, že z tega naslova večnacionalnosti, da se tukaj da poiskati veliko tem in na te teme prilepiti vsa ta naša imena, ki so bolj ali manj znana. Seveda je za dober projekt vedno dobro imeti nek recept, nek miks nekih imen, ki so že malček znana v tujini, pa nekih popolnoma novih odkritij. Sam nekaj čist kratek. Ne vem, en tak kratek filozofski tekst je imel Peter Mlakar, ko je enkrat rekel, da je Slovenija edina točka na svetu, kjer se v bistvu srečuje ta germanski, romanski pa slovanski svet, katerega vpliv gre eden do Aljaske, drug do Kamčatke, tretji pa do Patagonije. Je pa v bistvu zelo zanimivo, da se to zgodi na enem takem majhnem teritoriju. Ok, se pravi, spet, če poskušam sproti delati neke vrste siže tega, kar govorimo, neka tema, neka osnovna ideja, nek koncept, potem ekipa, če vas prav razumem, se v glavnem strinjate, je relativno majhna in kompaktna, ki pač to oblikuje, domisli in potem tudi razpelje na različne konce. Jaz bi mogoče še nekaj dodala. Mogoče se v to kuratorsko ekipo povabi tudi kakšnega tujca, ker to lahko doda eno dodano vrednost, zato ker v Sloveniji pač ni našteto mnogo strokovnjakov in je sploh ta okvir zelo majhen. Tako da mogoče, da bi nek tuj kurator in naš kurator oziroma nekdo, ki bi imel roko čez, da bi to nekako organsko vodila. Se pa zavedam, da je to najbrž, da je težko dobiti tako osebo. Jaz mislim, da je to zelo dober predlog in se mi zdi, da se tudi z eno tako močno kuratorsko ekipo in z močnim konceptom da zaščititi projekt, ki potem so vsi, na koncu je vedno grozno, ker so vsi užaljeni, kdo ni bil, pa ne vem kam. Tako, ko je to zelo jasno začrtano, se pove, zakaj kdo ni bil, ker ne paše nekam. No, se to, če se mogoče še mičkano osredotočimo na potencialne napake oziroma čemu bi se bilo smiselno izogibati. Se par stvari smo že našteli, ampak tudi v smislu prezentacije, kakšna naj bo oziroma kakšna naj predvsem ne bo, da pač ne bomo, da mogoče res ni smiselno prezentirati Slovenije kot zelene dežele, pa čeprav je zelena, ampak da mogoče to zdaj res ni tista karta, na katero bi bilo smiselno igrati. Imate še kakšen pomislek oziroma še kakšno misel glede tega, kaj so
ključni potencialni problemi, stvari, ki bi se jim morali izogniti, stvari, ali pa neke napake, ki jih ne bi smeli ponavljati, pa ne nujno naše napake, tudi napake mogoče kakšnih drugih držav, ki so že bile v taki situaciji, da so imele možnost prezentirati lastno kulturo in umetnost, pa namesto tega storile več škode kot koristi, če ima kdo kakšno. Kar mene vedno skrbi, pač po tej izkušnji, ko sem živela v Nemčiji, je, da imajo Nemci, kakor so zelo odprti in delajo dobro, včasih tudi neke predobstoječe ali predsodke ali pa neka pričakovanja do določenih kultur, do določenih držav in tako. In se mi zdi, da je treba biti pazljiv, da se ne streže tem predoblikovanim konceptom. Ne. Kaj konkretno bi to bilo na nemškem primeru, se za Nemčijo gre? Ja, da se naprimer... Kaj oni pričakujejo od slovenske literature in slovenske umetnosti? Kar se naprimer gledališča tiče, da ne rabimo zmer teme bivše Jugoslavije pogrevati. Ne? Da mogoče mi smo družba, ki je vključena v evropski prostor, mi se dojemamo njim enakovredno, oni pa nas gledajo s to prtljago, kako vzhodne Nemce gledajo, vse je podobno, ne, ali pa cel vzhodni blok, ne, in da mogoče ni to edino, kar nas določa. Ne. Mogoče je pa lahko geslo spet že preomenjenega Petra Mlakarja, Slovenci smo najboljši Nemci. Tudi to je. Ampak res pa je, da mogoče je vse ni zanemarljivo, ne? Ta ideja, da se jim enkrat končno pove, kaj je res, ne? Ker oni, da razbijemo te neke klišeje, pa mogoče je to res zdaj ena taka zelo lepa priložnost, da nas nehajo mešati z Slovaško, ne? Kar sicer pač v bistvu je za enega tujca dokaj težko, ne? Neke stične točke, ampak mi imamo zdaj priložnost pa pokazati, ne, to razliko. In ta zadeva, ki ste jo prej omenjali, z tega družbeno-političnega backgrounda jugoslovanskega, ni tako zanemarljiva. Ne. Mi smo vseeno bili en unikat, nismo bili ne vzhodni, ne zahodni blok, ne nič, in to ni tako slabo poudariti. Zraven imamo eno zelo bogato zgodovino, ampak vsi strinjamo, ne, da pač ni to edinstvena zadeva. Ampak je pa lahko zelo močna. Ne. Ja, sigurno je, se strinjam, da tukaj ne smemo ta pričakovanja, ne, da se ne smemo na to ozirati, ampak se mi zdi, da v Nemčiji niti ni več to, da v Nemčiji je bolj zdaj ta politična korektnost, ki hara, ne, in da je to problem celega zahodnega sveta. Ne. Se pravi, da tukaj bi bilo to prilagajanje, v bistvu prilagajanje z neko politično korektnostjo, karkoli bi to bilo. Ne. Mislim pa, da imajo v Nemčiji zelo velike probleme z lastnim shodom, ne. Da bi bilo glih to tisto, kar oni ne pričakujejo, ne, ker oni ne vejo še zdaj, kaj bi vzhodno Nemčijo, recimo. Ne. Bi mogoče na tej točki mičken razprl naše omizje, delno smo to že storili, ampak če bi se še kdo priglasil k besedi, pa mogoče zastavil ali kakšno vprašanje, pokomentiral kaj od povedanega, se s čim ne strinjal. Eno vprašanje, ki se me pojavlja, je samo povezljivost vaših področij z osnovnim področjem literature. Pač spolno. To je bilo samo pri filmu. Na začetku, na nek način nakazano. Ja, kako ostali, seveda, na to Mislim, to je tudi tako, ne, da knjiga je tudi, ni samo literatura, ne, je tudi knjiga kot, ne, govorim v tem smislu samo kot likovna zvrst, je tudi knjiga in tako naprej. Pač kot medij, govorim zdaj, kot medija. Ne. Jaz se pa strinjam, da je pa treba imeti tukaj tudi, to, ki Tina rekla, ne, nek premislek o tej povezljivosti s to literaturo, ne, predvsem v tistih delih tega programa, verjetno, ki se tičejo neposredno Frankfurta, ne. Kar se pa tiče nekega širokega bazena drugih situacij, ne, ker tukaj moramo vedeti, da verjetno se vsi ti projekti sploh ne bojo dogajali, ali pa nekateri izmed njih neposredni povezavi s frankfurtskim sejmom, ampak se bo šlo bolj na neke druge že
verjetno utečene povezave, ideje, sfere, koncepte, ki se bojo pač porajala, ne, iz drugih prizorišč ali pa iz drugih umetniških področji. Tako da to je pa sigurno to, kar si rekla, ta povezava mora biti in ta koncept same literaturne predstavitve na tem sejmu se mi zdi pa zelo pomemben, ne. Tudi tukaj verjetno ne bi smeli biti the best of, ampak the best for. Mislim, tako bolj, ne. Se ta povezljivost, recimo, ki sem jaz prej omenila, ne, ki je ta, recimo, geografsko-politična, ne vem kakšna, v bistvu sem mislila tudi na to interdisciplinarno, se pravi, da je to tak projekt, kjer so vsa polja prisotna, ne, in bi bilo dobro tudi to dejstvo inkorporirati, sam koncept, se pravi, ta povezljivost na različnih nivojih, ne. Jaz sem sicer prej na začetku Jaz sem prej sicer omenila tudi knjigo, fotoknjige, fotobooks je eno zelo pomembno področje, vsaj zadnjih 10 let, vsekakor pa od leta 2012, ko je najpomembnejši sejem za fotografsko umetnost Parifoto v povezavi z Aperture Foundation začel z nagrado za fotoknjigo, ne. V bistvu so 3 kategorije, za monografijo, za katalog razstavni in za knjigo začetnik, prvič izdano knjigo, ne. In tako da Slovenci smo na tem področju, prej sem omenila Mateja Sitarja z založbo Angry Bird, pa Jakoba Babnika z založbo Rostfire Publishing, oba sta avtorja sama, ampak v svojo založbo tudi izdajate druge avtorje, ne samo iz Slovenije, tudi širše. Na Slovenskem knjižnem sejmu lansko leto, oziroma mislim, da 2 leti nazaj, sta bili za najbolj oblikovano knjigo na splošno je zmagala prav ena knjiga ene finske fotografinje, ki jo je izdal Matej Sitar in med monografijami knjiga Mance Juvan, ki jo je izdala Sazu. Poleg tega je še mislim, da pa lansko leto, se pravi, govorimo za 2017, je pa prav tako pa avtorja Andreja Lamuta, mladega slovenskega fotografa, njegova knjiga, ki jo je izdal Angry Bird, tudi dobila nagrado, ne. Tako da jaz sem vesela, ker je v nekaj letih se mislim, da spremenila ta dikcija ali pa gledanje na fotografsko knjigo, kot da to ni knjiga, ker ima premalo besed, ne. Tako da mi imamo zelo veliko enega potenciala na tem področju. Če pa gledamo v tujini, predvsem pa recimo v Nemčiji, imamo vsaj 2 večja založnika na tem področju. En je v Heidelbergu in drug je v Göttingenu in prav z Štajdlom Galerija Fotografija sodeluje že nekaj let. Novembra je tudi se odzval našemu povabilu in prišel kot gost in je tudi imel predavanje na Slovenskem knjižnem sejmu. Obenem si je pa v naši knjigarni, tako 1 uro pa pol je bil in vse si je pogledal, bil zelo navdušen, tudi, ker sem vraževerna, ne bom povedala, kje je avtor, ampak mu je padel v oko in zdaj se pač nekako upamo, da bojo ta pogovarjanja obrodila kakšno izdajo, ne. Idealno bi bilo za 2022. Jaz imam kako se bi temu rekli, ne konceptualen, ampak teoretski pomislek, kar se tiče literature ali pa dojemanja besedila, na primer v gledališču, ne. Zdaj seveda imamo sodobne avtorje, ki jih tudi uprizarjamo. Mogoče je celo zdaj trenutno neka situacija, ker imamo zelo močne sodobne avtorice,
ki pa naprimer, ne uspejo predstave, se pravi režije, doseči nekega nivoja, kjer bi postale one zaradi tega prepoznavne. Druga stvar je pa, kako se sploh dojema besedilo v sodobnih umetniških praksah. Se pravi, razlika med dramskim besedilom pa besedilom predstav. To velja tudi za plesno umetnost, pa po drugi strani se povezuje s performancem. Se pravi, to je nek gre za neko sodobno teorijo, besedila v resnici, kako ga bomo dojemali. In zdaj, če to dojemamo zelo konzervativno, bomo rekli, samo to, kar napiše Möderndorfer, bo veljalo kot dramsko besedilo in bomo to zastopali. Mislim, to pa dvomim, da je zanimiv za tuje trge. Zares se mi zdi, da sodobne umetniške prakse, ali pa naprimer, če omenjam imena Simona Semeniča, bi bila za nemški prostor zelo zanimiva, imamo pa pač iz svojih prevajalskih izkušenj, vem, ker sem en tekst njen prevedla, ki je bil tudi zbran v neko nemško selekcijo, je pa zelo težko priti do založnikov, ker tam je sistem drugačen, kot pri nas, kar se tega tiče. Tam dejansko nismo mala scena, mi se poznamo, mi nekako lažje pridemo do projektov, tam pa dramatik pride do projektov v gledališču nacionalnem ali pa mestnem prek svoje založbe. Se pravi, mi pa naprimer v Sloveniji založbe za dramatiko sploh nimamo. Sploh se ne izdaja dramskih besedil, razen v gledališčih samih, pa še to zelo malo. Zdaj, mislim, to je ena stvar, druga je pa seveda to, kar sem že čisto na začetku govorila, ali bomo prezentirali sodobne umetniške prakse ali ne, in jih jemali kot besedila. Ja, jaz sem želela samo povedati, da za nas bi bilo recimo smiselno pa dobrodošlo, če bi recimo se na tak način, da se bi določil nek koncept, nek tagline, neko jedro te ideje, predstavitve na Frankfurtu, da bi bilo to neko izhodišče, s katerim bi mi tisto celo leto, ki bi ga izkoriščali za to, da bi, ko izvajamo projekte promocije in plasmaja slovenskega filma v tujini, da bi to bila naše leto Slovenija, gostja Frankfurta, torej pač Slovenija je majhna, kaj si ti prej, pač nekaj kreativnega, ampak to bi bilo izhodišče za vse naše aktivnosti tistega leta, ki so vezane na mednarodni prostor. Zato, ker meni se zdi, ta vrata za film se težko odpirajo pogostokrat in se mi zdi, da to bi lahko pomenili tudi eno dodatno ojačitev za to, da bomo vidnejši v mednarodnem prostoru. Ne, da bi nam to kuriralo program kot tak. Še kakšna ideja, pomislek? Premislek? Zdaj mogoče še nekaj vprašala dodatno. Omenjali ste institucije, kot so Berlinale, Tanzmesse, ostale. Ali bi lahko iz vsake svojega področja imenovali nekaj takih res ključnih inštitucij, v katere bi veljalo pogledati? V Nemčiji, ne, seveda v Frankfurtu oziroma širše Nemčiji. Cela Nemčija. Cela Nemčija. Mislim, velikih je. Veliko jih je. Vsako mesto ima, Berlin jih ima 10. Kar se naš tiče muzejev sodobne, moderne umetnosti. V Frankfurtu je to Schirnhalle, Kunsthalle, je muzej moderne umetnosti. Steiden? Ja, pa so pa, mislim, preveč je tega. Res je to ena ogromna država z ogromno infrastrukturo. Ogromno Leipzig, recimo, zelo močen. Ja, plus da jaz mislim, da ima vsaka od teh, vsaj jaz lahko iz mladinskega stališča govorim, mi se povezujemo z določenimi inštitucijami. Mi, naprimer, ne navežemo stika z Deutsches Theatrom v Berlinu, ampak vežemo stik s Hau pa z Gorki teatrom. Se pravi, da je to tudi ena specifika, ki pač se moraš, če delaš mednarodno, zavedati, komu ti pašeš, pa kdo te paše, zares. Mislim, ja, tako kot je rekla, tukaj se je zelo težko, ne vem, pogovarjati s temi velikimi igralci. Mislim, to, kar je Zdenka zdaj delala v Hamburger Bahnhof, to je once in 10 years.
Ali pa na 100. Ja, To je velik, ja, to je tak uspeh. Tako najdete, pa tudi v bistvu jed, pa reči, mi smo pa na Frankfurtu, pa tam potrkati, to ne gre. Ne? Mora biti v bistvu že prej pripravljen koncept, pa v bistvu tisti igralci, ki za to delajo, pač morajo vedeti neke konceptualne izhodišča vseh ostalih. Tako bomo tudi te inštitucije v Frankfurtu, recimo nek Širn ali pa ta muzej moderne v Frankfurtu sigurno ne bi nek čuden koncept ali pa kaj. Se pravi, da je to, da dobimo dobre inštitucije v Nemčiji, je pogoj dober koncept, ne? Se pravi, da mora biti nujno ta okvir pa odločitev, a gremo z nečim bolj kompromisnim, se pravi, malo tega, malo unega, ali a gremo pa res neko sodobno varianto, tako bolj radikalno. To so take, to je treba vedeti že pred kuratorji, ker se tudi na osnovi tega iščejo ljudje, ki bojo to delali. Se pravi, da mora organizator ali pa kulturna politika, ne vem kdo je vse za tem, da morajo vedeti približno, kaj bi radi. Se je fino, da so te posveti, da se tu sliši glas ljudstva in producentov in tako, da se malo nakaže, kakšna je želja na terenu. Mislim, da mora biti vse ta neka bazična odločitev jasna, gremo z nečim takim, da se res vse sorte pokaže, ali pa mora biti res šarp, domišljena zadeva. Ne? Ja, mogoče za ples povem, da recimo sodobni ples ima približno skoraj 100 inštitucij v Nemčiji, s katerimi sodeluje. Da pa obstaja recimo v Frankfurtu Kunsthaus Musenturm, ki je idealen partner za predstavitve tovrstne, o kakršnih smo se danes pogovarjali. Tako da s tem partnerjem tudi slovenska scena sodeluje že vrsto let in tudi Zavod En Knap, in to recimo ne samo na področju posameznih predstav, ampak tudi pri soorganizaciji dogodkov, projektih. Tako da tega v bistvu ta scena je na področju plesa močna, ampak je pa treba, tako kot je Zdenka rekla, prej jih kontaktirati in prej narediti načrt, v bistvu, ki se ga ponudi kuratorju. Jaz sem hotela temu dodati samo to, da poleg tega, da moramo zelo dobro premisliti ta glavni program, da rečem, je treba razmišljati tudi o temu zakulisju. Mislim, da je to mreženje zelo pomembno, ki pa se vedno je uspešno, če so neki dogodki, ki so zanimivi, ki ljudi zbližajo, ki so na nekih neformalnih druženjih, pogovarjanjih, se marsikaj tudi lahko uredi ali karkoli. No. Tako da je fino razmišljati tudi to narediti s konceptom, ne. Skratka, najpomembnejše stvari se vedno zgodijo za šankom. Ja. Ne, to nisem. Šank kot prispodoba. Zdaj je sicer še prezgodaj prav, da bi zasedli kakšen šank, ampak vendarle mislim, da lahko ta formalni del pogovora zaključimo, če se strinjate. Tako da hvala lepa za obisk, seveda pa vam najlepša hvala za sodelovanje in za vse povedano.